Čisto blizu, tu nekje gostojive, do ljudje medvedki smo tu in sanje doma. Časi težki so, ljudje prihajajo, pred usodo to gospodarujemo. Veselje, z nami greš naprej in modro, jasno je nebo zdaj pesem. Pojemo svobodno, daj zakoj še ti. Če si upaš sanjati, kar lahko je res, o rekah vseh, čistih kot sneg. Spoznaj nas zdaj, to smo mi, mali leteči medvedki, varuhi okolja. Tako, zdaj te medvedi ne bodo več potepali okoli najnega brloga, pasti bodo poskrbeli za to. Zelo okrutno izgledajo, ali si prepričan, da... Samo ne začni spet. Poleg tega so leteči medvedi, zanje nima smisla nastavljati pasti po tleh. Ali hočeš reči, da je moj osupljiv, velikčasten, brezhiben načrt neumen? Ali kaj? Ne, šef, samo to je... No, ni važno. Pazi, tam je skrita past! Ti, praznoglavec, zakaj sploh nastavljamo pasti, če boš vsem povedal, kje so te pasti? Ampak Lenč bil le dojenček. Kaj potem, tudi njega je treba naučiti neusiljivosti kot vse ostale. Ne kličejo me Lenč, gozdni hudobec za prazen nič ti tebe. Kako si ti včasih pokvarjen? Hvala samo, včasih me skrbi, da tega sploh ne opaziš. Zdaj, pa nazaj na delo, ne zapravljam več časa, tepec, razumeš? Boli, zakaj pa drugih živali ne boli? Prav tako imajo rade maline kot mi. Platon te bo pozdravil, vse bo v redu. Bom vsaj vedela za drugič. Poglejmo, kaj lahko dam na te pike, vroč obkladek iz rož muholjevke, zavritega lovorja in cvetov zvončnic. Ja, odlično. Jakie pa so moje zvončnice, ja? Ja, kaj zmanjkalo mi jih, ja, seveda. Poleti sem jih pozabil na vratu, ja. Val, pridi sem. Potrebujem 2 ali 3 cvetove zvončic. Vedno jih lahko nekaj najdemo pri Lenčevem in Samovem brlogu. No, pohiti, no, prosim. Razumem, bom, Platon. Ali so piki nevarni? Ja, če ne bomo ukrepali, ampak vem, da nas ne boš razočaral. Pohiti in prinesi zvončnice, prosim. Tina, stavim košaro malin, da bom nazaj, preden prešteješ do 100. Razumeš? Boli, vedno bolj boli. Še malo potrbi, no, Val se bo kmalu vrnil z zvončnicami. Kot bi mignil, boš zdrava kot riba. 1, 2, 3. Hvala. Ja, sluga in ena medena rosa zate, ne? Ko bodo medvedi izvedeli za te pasti, ne bodo več strašili okoli najnega brloga. Počela bova, kar bova hotela, pa pika. Ja, past, skoraj bi stopil vanj, odstrgala mi je na hrbtnik naravno z ramen in krle pogled. Tudi jaz sem jo videl, ja. Kdorkoli jo je nastavil z njo, najbrž ne misli loviti deževnikov. Že, no, toda kdo jih nastavlja? Človek zver? Ampak meni so rekli, da le redko zaide sem, zato sem tukaj na počitnicah. Ubogi Platon vedno je govoril, da bo spremenil ta kraj v pad za turiste. Razumeš? Ja. Kje
si videl te pasti? Ja, približno tukaj, pri velikem hribu južno od reke. Raje se skriva. Jaz vem samo to, da ne bom ostala tukaj. Ta gost je nevaren. Res, ja, to je res. Kam si namenjen, prijatelj? Na sever, v sotesko rdečega gozda. Jaz to je, zakaj ne bi šla skupaj, če bo zaostal, te bom nesel na hrbtu, veš. Seveda, kadarkoli boste nared. Kaj namerava ta hinavec? Linč, daj jih nazaj! Kdo je bil to? Linč, pokvarjena podlasica. Sam sebe imenuje gozdni hudobec. Na tvojem mestu bi se njegovemu brlogu izognil v velikem loku. Kje pa živi? Pri velikem ribniku južno od reke. To je tam, kjer so pasti. Kaj? Rahunov nahrbtnik. Ničesar ni. Hinavec je vse pobral. Ojoj. Hej! Tukaj je samo. Živjo božec. Zajec! Pobegni. Kaj pa počneš ti, hromoglavec, ti ne ume? Si ti? Na pomoč! Pomagajte! Ta glas poznam, to je... Ja! Ampak nisem si mislil, da bova tako kmalu zadeva glavni Lenč, to mi ni všeč, Val je nekakšen vodja medvedov. A točno! Zato je pa tudi tako dragocen. Kaj pa Platon, kaj če naj ujame? Ne bo naj ujel. Zdaj pa zapri gumec in mi ga pomaga spraviti stran. Napridi. Strahopeti nastavljavci pasti! Pustite me! Moje rože! Daj, nehaj se tako zvijati. Tvoji prijateljski bodo mislili, da imaš boste. Plačala boste za to! Ne, to pa ne. Tvoji kosmati prijatelji bodo plačali za tvojo prosto bučko. Težak, kaj ne? Ja, ni zamudil dosti kosil. Pridi, skoraj sva že tam. Vdih mi je dobro del, zdaj se mi zdi veliko lažje. Prav imaš. Na pomoč! Tukaj le na pomoč, jaz sem Val! Presejte pokore, kaj se ti je zgodilo, pridi in pomagaj mi, na. Ne, nikar ne smeta ničesar posumiti. Donesi. Podlasici! Poslušaj, pojdi proti vzhodu. Prvi stari hrast, ki ga srečaš, je last Jozija sove. Naroči mu, naj Platon unese 3 ali 4 cvetove zvončic takoj. Dobro, in povej mu, da me Lenči samo zadržujete zaradi odkupnine, razumeš? Jaz se zvončica odkupnila, prav. Kje pa je Val? Kakšno naključje? Prav to sem te nameraval vprašati. Pucelj! Koliko časa že veš, da ga ni tu? Ko je zbežal, ga nisem videl, toda pri tistem velikem topolu se mi je zazdelo, da je nekaj narobe in tam sem videl, da... Ali se vam kdaj zazdi, da vaše najboljše ni dovolj dobro? Kakšna sreča, kaj živ? Še je tukaj. Ja, sreča zate. Zdaj pa zgrabi na tistem koncu in pojdi prvi.
Tako lahko pazim na vaju oba testa. Skrajni čas. Mislil sem, da sta me pozabila. Kar smete. Ampak kot pravi človek zver, kdo se dalje smeje, se najslajše smeje. Izgleda, da sta ga tukaj ujela. Smrkava strahopeca. Samo tega zvončnica mi pa res ne razumem. To so zvončnice, ali ne? Bravo, fant moj! Prav zares so, hvala! Zdaj mi jih ne bo treba iskati, no? Srečno pot, pazi, kam polagata tačke! Srečno pot! Ja, nasvidenje in srečno. Spravila se odstotno. V teh krajih ne bi rad dočakal teme, veš. Greva hitro. Dragi Platon, Val je moj ujetnik. Čeprav je obušček nekoliko poškodovan, ranjenjo krilo ima, se mi zdi, da bi ga vseeno še raz zdaj videl. Zato moraš izpolniti 2 pogoja. In to prvič, izročiti polovico tvojih zalog medu, sadja in lešnikov, in drugič, izročiti vse napitke, leke in zdravila, ki jih uporabljaš za zdravljenje in celjenje ran tvojih preljubih medvedčkov. Prosim, ne tako hitro. Pripravljen? Dobro. Tvoj odgovor pričakujem najkasneje do sončnega zahoda. Lep dan ti želim in na skorajšnje snidenje. Podpis Linč, samo in Val. Nikoli ne bom podpisal tega pisma in ti to veš. Na tamo, ti si zdaj na vrsti. Zdaj pa ti, Val, stari moj prijateljček. Prav, kakor hočeš. Ampak tebe bo bolelo veliko bolj kot pa mene. Puša. Ej, Linč, mora res podpisati? Jasno. Kako naj drugače dokaževa, da je res najin ujetnik? O, saj ne moreš biti tako hudova. Naj ti prinesem pero? Ne, nikoli ne bom podpisal. Na to bomo pa še videli. Ne, Linč, ne tega. Veš kaj, Lenč? Zakaj ne odpreš kletke, a? Ti z enim samim krilom te lahko naučim kozih molitvi. Ja, moj stepalnik, moj čudoviti stepalnik. Kaj se pa naredi z njim? Vi junaški tipi me silite na bruhane. Ne kleče prosite, ne prosite, samo kritizirate, kakšen dokaz. Na, daj Platonu, kakršno je. Takšno pa je. Jaz? Ampak kaj pa, če me Platon zadrži kot talca, da bi me zamenjal z Valom? Na to pa nisem pomislil. Zakaj si zmeraj dovolj pameten, da si rešiš svojo kožo in nekoliko toliko pameten, da bi rešil vse mojo? Najbrž imam srečo. Torej, poišči Sika. Njega bova poslala. Kakšno naključje. Pripeljal sem ga medtem, ko si ti spravljal Vala v kletko. Brez strahu, Sik je tu. Tvoja mala kača, ki vse v smeh sprevrača. Poglej to čedno ptičko, ali poje? Ne, in tudi piše ne. Na, odnesi tole, zelo pomembno je, pa hitro. Obožujem raznašanje sporočil, ga lahko rimam. Ne, prav. Za koga pa je, lahko zvem? Za Platona. Za Platona, fino, navadna pošiljka ali ekspres. Daj takoj! Zakaj sem sploh kaj zinil? Platon ne bo nikoli popustil. Bla, dovolj si govoril, pojdite spat, pa mir. No, zdaj pa lepo počakajva, da se vrne Sik. Boli. Ravno pravi čas si prinesel zvončnice. Še nikoli nisem videl toliko osih pikov. Val je izgubil stavo, kaj ne? Lahko bi štela do 1000 in nazaj, pa se že ni vrnil. Kje pa sploh je? Prihaja. Kar počivaj, Tina. Tako, Tina. Zdaj pa poskusi zaspati. Pusti obkladku, da bo začel delovati.
Za las je šlo, za las je vzi. Hvala. Veseljem, Platon! Če obstreljevanje ne bo užgalo, bomo poskusili dovolj dovoljenja naprej. Srečno! Za mano, poznam bližnico. Hitreje bomo pri Lenču. Upam, da je Val res tam. In že drvimo. Pojdimo. Jasmina, pojdimo. Kaj pa je? Lenčevo pismo o odkupnini za Platona. Ne morem verjeti, koliko zahteval zameno za Vala. Dajmo, pomagajmo mu pobegniti. Ne, počakaj. Gotovo je dobro zastražen. Zelo moramo premisliti. Kakšna ideja. No, nič posebnega. Toda, če je Lenč res tako nestrpen, kot se mi zdi, bo prav gotovo nasedal. Poslal me je Lenč ekspresno s pismom, ki ga preberite vestno. Da bi bolj skrivnosten bil, sem ga urno pod kapo skril. Zelo prijetna rima, Sik. Ampak kje je to pismo? Čisto zares ne vem. Še pred minuto sem ga imel. Ne vem, kaj naklipata ti in Lenč, ampak zdaj imam jaz sporočilo zate. Povej Lenču, da bo, če bo Valu skrivil en sam las na glavi, imel pravka z maro. In če pasti ne bo izginila do jutra, se boste znašli v težavah. Zares se! Navadna pošiljka ali ekspres? Pojdi že! Se ne bom nikoli naučil. Bo sonce kmalu zašlo. Lačen. Malo sreče, nama niti ne bo treba čakati tako dolgo. Platon bo sprevidel, da nima izbire. Če to res verjame, si še bolj neumen, kot sem mislil. Viš, obstaja jed, ki sem si jo vedno želel, pa nikoli je nisem poskusil. Medvedov zvezek. Da, medvedov zvezek. Sik je! Fant! Tukaj je, kdo je? Prosim lepo, izvolite. Jasmina in Lotus, Platon pristaja na vajne pogoje. Prinesli smo, kar sta zahtevala. Med, lešnike in vse ostalo. Ničesar jima ne dajte, odidite. Pusti jih noter. No, kar postavite vse na mizo. Pretvarjali ste se, kakšen poceni trik. Ja, najbrž so si jih učili pri tebi, šef. Ja vam boste videli. Nate. Pusti me, alergičen sem na bolečine. Pomoč, dam se na pomoč. Pridite nazaj, spravite to levico, zmene, presjetnosti. Au. Ne premakni se. Jasmina, draga, kako ne ukazaš, pukica moja. Zbal sem se, da mu boste dali, kar je zahteval. Jos, Val je ranjen, pomagaj mi ga nesti. Val, še nekaj bi morali narediti, preden gremo. Ko sem zaslišal, da nekdo trka na vrata, sem mislil, da je Sik. Pomiri se, šef, no. Živjo? Sik, lepo čakaj, da te dobim v tate, ti smrdljivi spolski slinar. Kakšen sel pa si ti izroči sporočilo in izgine, niti posvariti na si pritel. Imam da zdaj le za Siko obisk ni pravi trenutek.
In če pomislim, da se je vse zgodilo zaradi mene? O, nekdo od nas bi se slejko preujel v katero teh pasti. No, tako nekaj modrica, nič resnega. V 3 ali 4 dneh boš spet lahko letel. Hvala, Platon, izvrstno. Kako si, Tina, se bolje počutiš? Ja, veliko bolje. Piki nič več ne skelijo. Komaj čakam na svojo košaro malin. Hej, ni pravično. Če ne bi bilo pasti, bi prišel nazaj še pravočasno. No, stava je stava. Hočem svoje maline. A daj, no. Če bi se to zgodilo tebi, jaz ne bi zahteval plačila. To se meni ne bi zgodilo. Ne bi bila tako neumna, da bi se ujela v past. O, ali res verjameš? Samo poglej tole samo, kaj so naredili ti majhni medvedje. Postavili so to tam iz mojih lepih pasti. Kaj pa pomeni tale čečkarija? Oglejte si te pasti in strepetajte vsi, ki bi želeli škodovati nedolžnim bitjem. Mislim, da ne bi smela več nastavljati pasti, Lenč. Vse pokvarjajo. Kako ne si tukaj podlačica sploh privošči kakšno zabavo? Da je, pravijo mi si, ker imam svoj nik. Najbolj kačasta kača si, ki je najboljši. No, že dolgo se nismo videli. Upam, da je vama prav tako veliko čast, kakor meni. Lepo, čakaj, da te dobimo mali plazilec. Fanta. Sej bi se vrnil častna, ampak izgubil sem sporočilo in prosim, saj smo najboljši prijatelji, se spomnita že od nekdaj. Brez izgovorov. Se ne bi mogli pomeniti, jaj. Ej, Lenč, počakaj, ne.